SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC-ja. Tokrat bo govora o logistiki, o transportu, o pravzaprav vsem, kar je povezano z vsemi surovinami, ki jih dnevno potrebujemo. Če se, kar seveda dnevno ugotavljamo, svet hitro spreminja, če so nekdani zavezniki morda zdaj malce manj naši zavezniki, če so nekdani sovražniki kar naenkrat naši zavezniki, ko gre za posel, potem se moramo vprašati, kje je tu naša država, kaj se pravzaprav dogaja pri nas, ko gre za logistiko. Radi se pohvalimo, da imamo najboljšo točko, ko gre za vse poti, ki sprečkajo Srednjo Evropo, pa Balkan in tako naprej. Da imamo Luko Koper, ki jo prevečkrat pozabljamo, pa je odlično okno v svet. Da gradimo drugi tir, se zdaj hvali politika, pa vendarle se zdi, da gre prepočasi. Ampak kaj dejansko se dogaja torej z logistiko, kaj se dogaja z našimi avtoprevozniki, kaj pravzaprav je v Sloveniji dobro in kaj je treba še urediti. O tem bom danes govoril s 3 gosti. Lep pozdrav, hvala lepa, da ste prišli. Pozdravljeni. Bom začel kar pri Mart Dekleva, direktor DVK Mobility Slovenija, Miloš Milač, novinar časnika Finance, pa tudi odgovorni urednik revije Prevozi, in Miha Bezjak, lastnik in direktor podjetja FA Mike. Kje začnemo? Morda najprej pri vas, ker ste, kot rečeno, iz FOH-a. Če bi morali oceniti, kaj se je vse zgodilo po vojni v Ukrajini, to je bil tak zadnja sprememba, ki smo jo doživeli Evropejci in je bila res velika. Kako je zdaj z logistiko v Sloveniji, kako je z logistiko v Evropi, kje pravzaprav smo, ko govorimo o transportu? Moje mnenje je, da še zmeraj na enaki točki, kjer smo bili. Prvo, problematika infrastrukture, katera se ni kaj veliko spremenila, in tukaj vidim prvo težavo, ali govorimo o železniški infrastrukturi ali o cestni infrastrukturi, smo na enaki točki. To je za nas ena perečih zadev. Ja, in prav o infrastrukturi bomo veliko govorili, Miloš. Takrat so nam rekli, zdaj je čas, da se prilagodimo, ampak od takrat je že kar nekaj časa. Veliko vlaganj smo sicer videli, veliko milijonov, celo milijarde bi na koncu lahko rekli, ko govora o drugem tiru, kopljemo predor čez Karavanke, seveda so nas Avstrijci tukaj prehiteli, ampak vendarle, a mi lovimo konkurenco, Avstrijo, Madžarsko, tudi Italijo, ali kaj bi ti rekel? Kot konkurenca bi mogoče bolj omenil vzhodne države, kjer se stvari na nižji osnovi odvijajo hitreje. Ne gre samo za gradnjo cestne ali pa železniške infrastrukture, gre tudi za, če ostanemo pa transportu, za pridobivanje dovoljenj za gradnjo logističnih centrov, pridobivanje dovoljenj za zaposlovanje tujih voznikov oziroma šoferjev, ki so pač nujne, ker domačih primanjkuje. Tukaj so tudi recimo precej bolj ugodne cene zemljišč za gradnjo logističnih centrov. Tako da naša konkurenca na zahodu obstaja, ampak mislim, da je ključno na vzhodu. Vzhod se prebija v tej panogi z bolj ugodnimi pogoji, z večjo hitrostjo prilagajanja in seveda precej nižjimi cenami, kar pa seveda stiska slovenske prevoznike. O kateri državah govorimo? Mogoče je to Poljska najbolj konkurenčna oziroma da se najhitreje prebija? Tudi. Govorimo o Poljski, Slovaški, Češki, Romuniji, Bolgariji, Hrvaška, da rečemo naše južne sosede. Če začnemo govoriti recimo o samem gorivu, koliko je že gorivo recimo na Hrvaškem, ko je samo sosedna država, cenejše kot pri nas. Potem govorimo o drugih, o delovni sili, koliko jo hitreje zaposlujejo kot pri nas. Razni postopki, cestnine. Tri glavne točke, recimo, če rečemo prevozništvo. Gorivo, cestnine, delovna sila. Če bi omenil čisto na financah, imamo radi številke, radi o njih govorimo. Voznik pomeni okrog 40% stroška prevoza. Gorivo pomeni 20-21%, cestnina pa med 5 in 10. Se pravi, smo na 70% stroškov te tri deli.
In če to prevoznik uspe znižati, je takoj bolj konkurenčen na trgu. Ali je cenejši, lahko je pa tudi cenejši in ima večjo maržo za vlagati vnaprej. No, je tako nekako, ne? Zato sem povabil tudi vas, Mart. Vaše podjetje krovno je v Nemčiji, ne, če se ne motim. Ja, najprej hvala za povabilo. Naše krovno podjetje je v Nemčiji, jaz tukaj, moja dva kolega sta v bistvu kar odprla kar nekaj istočnic, s katerimi bi se jaz kar konkretno strinjal. Mogoče bi se, jaz kot predstavnik podjetja, ki se ukvarja z mobilnostjo oziroma oskrbovanjem transportnih podjetij z točno s tem, gorivo, cestnine, mi imamo potem še vračilo davka, kar je tudi zelo pomembno za prevoznike, in dejansko lahko podprem vse te teze na ta način, da pač povem, da slovenski prevozniki se dejansko soočajo z konkretnimi, težavami, kar se tiče stroškov, in to kompenzirajo na vse mogoče načine. In recimo eden izmed teh je vsa podjetja, ki so na naši jugovzhodni meji, iščejo gorivo na Hrvaškem. Na srečo pač mi te stvari lahko podpiramo, se pravi, v naši mreži je pač velika količina črpalk po vseh državah Evropske unije in širši regiji. Zato tudi pač na tak način dobivam dostikrat vprašanje, kako lahko privrčujem, na kakšen način, kje je ceneje. In to so res stvari, ki pač so v zadnjih 2 letih, zadnjih 3 letih, mogoče bi lahko omenili tudi, če je tisto hiperinflacijo, ki smo imeli 2-3 leta. Tukaj noter se je pač jasno videl, da podjetja, ki niso vešča, te novodobne ekonomike poslovanja, so imeli, pa imajo kar konkretne težave. Kako ste se, na primer, vi prilagodili? Dobro, to izhodišče, ta hiperinflacija je bila seveda velik problem, ker načeloma smo vsi pričakovali, cene bodo iste, ampak vse ostalo v zadnje se je pa kar precej dražilo. To sem hotel replicirati. Jaz se bojim, da smo vse vire že mi kot gospodarstvo izčrpali, ali pa večji del. Zdaj pa moramo druge začeti razbremenjati. Tukaj nam mora preskočiti tudi država na pomoč v vrsti. Razbremeniti plačne sisteme oziroma same dajatve. Tako kot ste vi povedali, kje lahko vse kot DKV pripomorete. Ja, skozi to smo že vse šli. Ne vem, kaj še lahko dodatno. Pri nas v bistvu tako je, vaše prvo oziroma prvotno vprašanje je bilo, kako se je dinamika, jaz se bom osredotočil na cestni transport, kako se so te stvari spremenile. In dejansko so se, od korone naprej stvari spremenile v to smer, da je dinamika sprememb toliko hitro, da se ljudje skoraj da ne zavedamo. Če bom mogoče zelo na kratko ali pa zelo splošno pa enostavno povedal, pri nas potniki oziroma komercialisti, ki so šli na teren, so se srečali s stranko, malo so se pogovorili, pogledali so, kakšni so kje popusti. Popust je bil, cent, 2 mogoče na liter goriva, vsi smo bili zadovoljni, dali smo si roke, šli smo na kakšno kosilo, malo smo se pohecali, pa smo šli domov, potem se pa nismo videli 2-3 leta. Danes, če pogledate, kako se spreminjajo cene goriv, Slovenija, Hrvaška imata recimo v tem kontekstu v navednicah kar srečo, ker so cene stabilne, zato ker jih regulira vlada. Če gremo najmanj recimo v sosednjo Avstrijo, cene na črpalkah se spreminjajo večkrat na dan. Če gremo v sosednjo Italijo, imate cene goriva na eni strani avtoceste, pa potem 50 metrov dol za avtoceste razlike tudi lahko po 20 centov. In to so vse take stvari, ki jih današnji, se pravi, prevozniška branža, ki je za moje pojme ena ključnih stebrov slovenskega gospodarstva, ni sposobna več obvladovati. Eno so komercialni pogoji kot taki, tako kot sem povedal, dobite cent, 2, 3, 10 centov popusta, ampak to še vedno ni ena in edina rešitev. Rešitev je, kako se gibati po prostoru Evrope z najmanjšimi možnimi stroški. In zato so tukaj taka podjetja, kot smo mi. Koliko vpliva ravno te spremembe od države do države, pa potem cestnine, pa potem vse stvari, ki se jih morate prilagoditi na takšno podjetje, kot ste pa vi, naprimer. Vi se ukvarjate tako s transportom, kot tudi z logistiko, skladiščenjem. Torej, kaj vse to pomeni za vas, v zadnjih letih?
čisto enostavno. Dve stvari, ali pa superinflacijo prenesemo na kupce, kar nikakor ne moramo, nimamo pogojev. Druga zadeva pa je, da to absorbiramo mi. In tukaj so težave. Zdaj pa do katere mere ti lahko absorbiraš, kaj lahko delaš, moraš zelo dobro poznati svoje podjetje, šele potem lahko na tem delaš. Kot sem pa rekel, na kupce pa je to zelo, zelo težko prinesati oziroma dejansko nemogoče. Tisti, ki nas zdaj spremljajo, ki nas bodo gledali in poslušali, morda dajva reči kakšno o vašem podjetju. To je družinsko podjetje, vi ste druga generacija, oče je začel leta 88, pa potem 87, tako. 87, 92, pa potem zares, kako veliki ste, s čim vse se pravzaprav ukvarjate? Podjetje se ukvarja z logističnimi storitvami, kot ste omenili, 87. leta so bili začetki z avtoprevozništvom, potem 92. leta se oblikuje blagovna znamka Famike, katera sedaj deluje več kot 30 let. Naslednji logični koraki so bili iz avtoprevozništva v carinsko poslovanje, skladiščno logistiko. Trenutno obvladujemo nekje 80 000 kvadratnih metrov skladiščnih površin, tukaj govorimo o 60 000 paletnimi mesti. Smo internacionalno podjetje, to pomeni podjetje v Beogradu v Srbiji, podjetje v Zagrebu na Hrvaškem, podjetje v Sloveniji, kjer je headquarter Maribor in potem še poslovna enota Sežana, da smo čim bliže, kot prej bilo že omenjeno, Luki Koper ali pa Luki Trst, Luki Rijeka, s katerimi lukami zelo dobro tudi sodelujemo, in potem poslovna enota na Dunaju. Dodatno k tem osnovnim logističnim storitvam pa se še dogajajo druge logistične storitve, več kje smo v katerem proizvodnem podjetju podaljšana roka proizvodne, bodisi ali pretakanju nekih surovinskih tekočin ali kakšnih drugih, pakiran, deklariran, prepakiran. Koliko zaposlenih imate? Trenutno 130 zaposlenih. To je bil dober uvod, Miloš, zato, ker se mi zdi, da včasih pozabimo, kako pomemben del, transportni del je del slovenskega gospodarstva. A ne? Kaj bi ti rekel? Kakšne so te številke, ko govorimo o transportu, o logistiki? Se mi zdi, da rečemo, saj oni samo prevažajo, ne? Ampak v resnici je ravno ta podcenjevalni odnos mnogokrat do avtoprevoznikov, do voznikov, tovornjakov napačen, ker v resnici, ko sem enkrat gledal, se to boš ti zdaj povedal, so številke za gospodarstvo izjemne. Ne? Ja, prevozniška panoga, mislim, da pri nas tehta okrog 6% BDP-ja. To pomeni več kot polovico slovenske avtoindustrije, ki se zelo pogosto omenja kot ena vodilnih panog. Število prevoznikov, mislim, da jih je okrog 7-8 tisoč, prečiščeno okrog 4 tisoč, ko več jih ima recimo različna podjetja, ne? Ampak to so prevozniki predvsem na mednarodnih progah. Ne? Potem je pa še cel kup manjših prevoznikov lokalnih. Ne vem, koliko ljudi zaposluje sicer, ampak mislim, da že ta odstotek, 6% BDP-ja veliko pove. Kot jaz gledam iz novinarske panoge od zunaj, se mi zdi, da so nek ključni del v tej verigi dostave, ne? Iz kjerkoli, kamorkoli. Ne? Seveda pomembno je, da smo na dobri logistični legi, ne? Da je Luka Koper blizu, da povezujemo mogoče vzhodno pa zahodno Evropo, ne? Da ima Slovenija zelo dolgo zgodovino prevozništva. Ne? Tukaj so že druge generacije že precej upete. Ne? Prve generacije so začele tam 60. 70. leta, ne? In takrat je to prevozništvo cvetelo. Ne? Danes je pa pošlo, kot je gospod Bezjak omenil, na neka realna tla, na neko hudo konkurenco iz zahoda, predvsem pa iz vzhoda, sooča se z v bistvu ekonomijo, s trgom. Ne? Ta ekonomija je vedno bolj kruta. Pomembne so bilance, pomembno je obvladovanje stroškov. Ne? In to so, mislim, da glavni izzivi panoge, ki verjamem, da bo obstala, se bo pa morala mogoče malo transformirati, posodobiti.
No in ravno ta transformacija avtoprevozništva, logistične panoge je nekaj, kar me zanima. Kako jo vi vidite, kaj je tisto, kjer lahko vi pomagate, ali pa kaj je tisto, kar bo pač treba narediti, da Slovenci vendarle ostanejo konkurenčni v tem svetu? Prilagajanje prevozniške panoge na razmere na trgu se z mojega zornega kota morata zgoditi na dveh področjih. Eno je v bistvu, kot sem že prej omenil, ta razumevanje ekonomike oziroma poslovanja, kaj ti v bistvu prinaša dobiček. To ne pomeni, da vsak prevoz, ki ga zaračunaš 50 evrov več od svojih lastnih stroškov, da ti dejansko omogoča preživetje in celo razvoj. Tukaj noter, ker včasih so naši prevozniki bom zdaj to povedal, z največjim možnim spoštovanjem do te panoge, ker dejansko so to podjetja, ki so prinesla ogromen doprinos k razvoju Slovenije, so mogoče pač zdaj res v fazi, ki se morajo najdati ali menedžerje, ali doma pogledati med svojimi otroki, sinovi, hčerami in izobraziti v ta nov svet ekonomije in digitalizacije, ker tukaj noter se soočamo spet. Druga stvar, ki sem pa že prej rekel, je pa digitalizacija. Včasih si prišel na banko, dal si na okence svojo knjižico, dvignil si pokojnino, plačo, pa si šel domov. Danes vemo, da svet se vrti samo še okoli mobilnih telefonov, okoli računalnikov in tudi poslovanje podjetij se je preneslo na to. In tukaj noter se pač jasno vidi, ko tudi mi dejansko stopamo, v bistvu mi smo ne bom rekel najboljši, ampak smo pa vodilni, delamo velike premike v to smer digitalizacijo. Ponujemo našim prevoznikom ogromen rešitev, da lahko sledijo svoji konkurenci, ampak včasih naletimo tudi na odpor. In tukaj noter pač tako kot sem rekel, pač ljudje si ne želimo sprememb, izogibamo se spremembam, dokler mogoče ni prepozno. In mi si res želimo, da bi naši prevozniki stopili v korak s časom in začeli uporabljati digitalne rešitve. Glede na to, da iz Nemčije izhaja to podjetje, kaj je tam drugače, kaj tam naprimer že uporabljajo, vedo, da potrebujejo, pa pri nas morda šele govorimo o tem ali pa se izobražujemo? Kar se tiče, bom rekel, Nemčije ali pa zahodnih gospodarstv, mogoče je veste, bom rekel, Slovenci ali pa bom rekel, ta del regije je navajen na ta oseben stik, kar ga jaz tudi zelo podpiram, in verjamem, da pač posel delamo ljudje, ampak če pustimo delanje posla, pa se osredotočamo na operativno delovanje, tukaj noter pač definitivno lažje posluješ, če imaš vse stvari na enem mestu, in to je danes računalnik. Odpreš brskalnik, odpreš svoj portal oziroma odpreš portal, kjer imaš noter svoje uporabniško ime in geslo, se prijaviš na svoj profil in tam noter vidiš od tega, kakšne stroške ti proizvaja posamezno vozilo, do tega, kje je posamezno vozilo, lahko z njim komuniciraš, mu daješ navodila, ga pač dejansko lahko spremljaš poslovanje svojega podjetja in upravljaš svoje podjetje preko računalnikov. Jaz vem, da se danes to sliši mogoče za nekatere ljudi samoumevno, ampak recimo ena taka stvar je telematika, in danes je to ratala zadeva samoumevna. Zakaj? Zaradi tega, ker ti si po eni strani mogel biti toliko napreden, da si svojim strankam uspel povedati, vozilo rab do razklada še uro pa pol, in si lahko to vedel samo takrat, kadar si odprl oziroma vzel telefon v roke, poklical voznika, in danes imamo flote po več 100 vozil in si ne znamo predstavljati, kako da bi preverjali za 500 kamionov, kje so. Zato imamo danes portale, kjer odpreš in vidiš vsak kamion, kje je, kaj počne, se vozi, spija, počiva, kakorkoli. In tukaj noter je naslednji korak, so pa potem spet upravljanje vozil, upravljanje stroškov. Danes upravljanje stroškov, če je kdaj pomembno, je to danes. Dobro izhodišče je dal, No. Ravno to. Vi ste druga generacija, ko z očetom govorite, kako je bilo. Kaj so največje razlike od, leta 1992 pa zdaj, ko sami vodite to podjetje? Prvo moram povedati, da sem izjemno vesel, da njegovih časov ne poznam. To prvo, ker
ko govoriva ravno o tem, kar ste sedaj vprašali, to so bili povsem drugi časi. Če rečemo, takrat so poslali voznika vozilo, da rečemo za Düsseldorf do Nemčije, so ga poslali, niso vedeli, kje je, kdaj bo se vrnil, vedeli so samo, do kje more priti, pa potem kam se more vrniti. To pomeni, v eno smer je tovor peljal, v drugo smer je večinoma šel prazen in so bili stroški kriti, pa še ostalo je. Da pa prijdemo sedaj na današnje čase, tako kot je gospod Martin ravno omenil zadeve, ko pa imamo spremljanje zadev, pa smo to vse skupaj optimirali. Pomeni vozilo na enake relaciji, da rečemo do Düsseldorfa, ga ves čas spremljamo, vse počitke, celotno nakladalno površino, koliko je zasedena, ga doložimo ali pošljemo že povsem polnega v smeri, ko pride na razklad, vozilo razloži in tam tudi v najbližje mesto potem tudi naklada tovor za nazaj, da čim bolj optimira stroške o tem, kar smo govorili. To sta sedaj povsem dva svetova, lahko rečemo res. Ja. Kje ste vi morali, ne vem, v zadnjih nekaj letih narediti največji preskok mogoče? Kaj je tisto, kar je tudi vaše podjetje obdržalo konkurenčno? Če govorimo naprej o prevozniški dejavnosti, absolutno digitalizacija. To pomeni od TMS-ov, Transport Management sistemov, do recimo telematike. To dvoje mislim, da je tisto ključno. Kdo še tega danes ni naredil, je definitivno krepko zadaj. Morda še en krog zdaj. Govorimo o teh stvarih, o digitalizaciji. Vmes je bilo zelo popularno, veliko smo govorili pa tudi o zeleni energiji, o zelenih tovornjakih, o zelenih flotah. Naredi na meni uvod. Kako je s tem? Ja, če gremo iz digitalizacije na elektrifikacijo. Sicer sta to pojma zelo povezana, ker električni tovornjaki bodo tudi zelo digitalizirani. Ne. To je ena smer, ki jaz osebno menim, da je prava, je pa izjemno trnova, težka. Ne. Evropska unija se je odločila, da ozeleni promet. Ne gre samo za osebne avtomobile, ampak tudi za tovorna vozila. In leta 2040 bodo morala nova, takrat kupljena tovorna vozila spuščati 90% manj izpustov CO2 kot danes, 2030 pa mislim, da 45% manj. To ne bo možno narediti z dizelskim motorjem. Ne. Prvo stopnjo bo najbrž mogoče doseči za nekimi hibridi na osnovi dizlov, kasneje bo pa samo elektrika z energentom elektriko in ali vodik. V obojem primeru gre za električni pogon. To so, ko bi rekel, to je sicer ena taka lepa zgodba o lepi čisti prihodnosti, ne. Za sabo pa prinaša milijardne vložke. Ne. In mislim, da je sploh danes, ko je prevozništvo v Sloveniji še kje druge, recimo v taki stiski zaradi zelo majhnih marž prevoznikov, ko v bistvu zelo malo ostaja možnosti za vlaganje v nove pogone, stiski zaradi pomanjkanja voznikov, je težko govoriti, razmišljati o tem, da bodo prevozniki vlagali v električne tovornjake, ki stanejo od 2 do 3-krat toliko kot dizelski, da bodo razmišljali in dejansko v praksi izvedali svoje transportne poti in vmes polnili pol megavatne baterije, polnilnic v bistvu še ni, vsaj ne tako močnih, ne. In da bodo to svojo storitev, ta svoj dodatni strošek in prilagajanje ukalkulirali v ceno prevoza. Ne. Rezerve, gospod Bezjak, ste omenili, ni. Rezerva je samo, če se kupec odloči, ne. Kupec, tako, zaradi, spravi naročnik prevoza, da se odloči, rad bi, da moje blago se po cesti dostavi kamorkoli že na zeleni način in sem zato pripravljen plačati namesto evro na kilometer 2 ali pa 3 evre. Ne? In kupec, ki se bo za to odločil, se nekih bo, vedno več jih bo, mora biti kot prvo finančno zelo močan, kot prvo mora taka promocija nekaj pomeniti, tudi poslovno, ne? Kot tretje najbrž bo to podjetje, ki bo na nek način sledilo tudi seveda evropskim zavezam, ogljične
neutralnosti. In prevoz je v tej fazi Scope 3, od leta 2027 se bo tudi računal v ogljično neutralnost. Torej, prehajamo nekako v to zeleno prihod, zeleno sedanjost, ki bo postala realna samo v primeru, ko bo zavezujoča in ko se bo na nek način splačala. V tem hipu je pa to, lahko obračamo številka, kakorkoli želimo. Mislim, da ne mogoče. Ali se pa motim, gospod Bezjak? Popolnoma se strinjam z vami. Sami se ogromno srečujemo s tem, samo z našimi kupci, kateri so internacionalni, lahko govorimo tudi o multinacionalkah, ko dejansko povprašujejo potem, ampak absolutno trenutno mi smo za to, pozdravljamo, ampak samo v partnerstvu z nekom, to, kar smo zdaj ravno govorili. Sam tega ne moreš prenesti. Razen, če nekdo ali to bodi si plača, ali pa da si potem investicijski strošek na začetku deliš kot promocijo. Jaz sem pripravljen, kot bom povedal tudi na glas, z tisti moment z tem vozilom delati z 0 kot promocijsko, samo da so pokriti stroški, vsi stroški, da govorimo, lastna cena prevoza, ostali del pa, da nosi ali naš partner, ali pa če smo to tripartitno ostala 2 partnera, če govorimo recimo o proizvodnem ali pa še dodatnem nekem podjetju. Imate že kakšno tako partnerstvo, ali se pogovarjate? Se pogovarjamo o teh partnerstvih, ja. Slovenskim podjetjem ali slovimi? Tuja podjetja. Okay. Ja. Kakšni so izzivi torej tega zelenega prehoda? V bistvu, jaz sem vesel, da se je to vprašanje pojavilo. Zakaj? Zaradi tega, ker mi se soočamo na trgu že z povpraševanji, kaj mi lahko ponudimo našim strankam. Dejansko se res skozi več, bom rekel, naročnikov odloča ali pa išče alternative klasičnim pogonskim gorivom, to se pravi dizelu danes, za kamione, če govorimo. In oba gospoda sta omenjala elektriko pa vodika. Dejansko zdaj neka, bom rekel, začasna rešitev so alternativna pogonska goriva, to je HVO. In tukaj noter se že pojavljajo, recimo mi v Sloveniji imamo nekaj strank, ki zaradi zahtev ali pa, bom rekel tako, na drugi strani subvencij svojih naročnikov, da uporabljajo alternativna goriva, točijo oziroma uporabljajo izključno HVO. In tukaj noter se pač DKV kot podjetje, si upam trditi, da je med top 3, če ne celo to prvo podjetje v Evropi, ki res skrbi za to, da imajo naše stranke na razpolago čim širšo mrežo in teh alternativnih goriv, kot tudi električnih polnilnic. Mi se približujemo številki 900,000 polnilnih mest. To je ogromno. 900,000? Ja, po Evropi. Ampak to govorimo za osebna vozila, za tovorna še pa ne moramo. Za tovorna se tudi razvija, tovorna so, če se ne motim, na zadnjeg sem preveril, bilo nekje 1200 polnilnih mest. Definitivno se strinjam, da je to številka premajhna, da bi danes zamenjala vse te bencinske črpalke, ki so potrebne za to, da transport teče, ampak kaj hočem povedati je to, da se razvoj tega, razvoj alternativnih pogonskih virov gre v to smer. In dejansko, tako kot sem rekel, mogoče je ta stvar premalo poznana našim prevoznikom in ta v bistvu strah pred neznanim, strah pred povzročanjem nekih nepotrebnih stroškov. Prav, če zdaj sem konkreten, investiranje v električne kamione, investiranje v kamione, ki so bolj prilagojeni temu, da tečejo na alternativne vire goriv, ker taka vozila definitivno več stanejo, in ti ni nujno, da boš dobil stranko, ki ti bo pripravljena to plačati, ampak mogoče z neko spodbudo, kaj pa jaz vem, nekih inštitucij, držav, kakorkoli, v končni fazi Evropska unija veliko promovira alternativne vire pogonov, mogoče bi tudi lahko kaj naredili na tem področju, da bi pač vse te, se pravi, povpraševanje in ponudbo združala, in spodbujali še mogoče še malo bolj v to smer. Ampak dejstvo pa je, da
kot si tudi Miloš ti dejal, to je pač prihodnost, to smo se zavezali, ne, vprašanje zdaj, kako bomo te meje malce premikali, ne, ker to Evropa tudi zna, najprej postavi, potem se uniči, potem pa začne malce premikati, nečeš, to pa ni bilo dobro, ampak to je prihodnost, se pravi, to je nekaj, na kar se mora tudi slovenski avtoprevoznik pač pripraviti, verjetno. Ne? Mislim, definitivno prihodnost so drugi viri pogonskih goriv. Katero bo na koncu stalo, ali bo to elektrika, ali bo to vodik, ali bo mogoče to nekaj drugega, ali bo izumili neko, bom rekel, napeljavo po cesti, zato da se bojo vozila lahko napajala med vožnjo. To danes se mi zdi, da smo v fazi, ki je težko z zagotovostjo reči. Definitivno pa gremo v to smer. In mi smo pripravljeni in delamo na tem in si želimo biti podpora našim strankam. No, zdaj smo pa tam, če govorimo o prihodnosti brez dobre infrastrukture, to smo na začetku rekli, ni nobene prihodnosti. Kaj v Sloveniji, kako bi jo ti ocenil? No, morda najprej tako. Kaj je za vas, ki se s tem ukvarjate, dobro, kje pa v resnici res zamujamo? Mogoče še najprej par besed o elektrifikaciji. Prvo je na nas, na logističnih centrih, da izgradimo polnilnice. Da ko kamion pride na naklad ali razklad, vsi vemo, da vozilo naklada 20 minut do 40 minut, vse je odvisno od kakšna blago naklada. Da ima v tem času to vozilo možnost polnjenja, če govorimo o električnih vozilih. Ko govorimo o elektriki, govorimo o first mile pa last mile. To pomeni, želimo spraviti vso blago na električne pogone, preden gre ali bodi si na ladje, ali bodi si na železnice ali letala, pa potem, ko iz portov, iz terminalov, potem last mile, potem do logističnih centrov. In da pa mi govorimo o elektrifikaciji na dolge razdalje, kot smo že prej omenili, recimo Maribor-Dieseldorf, pa jaz ne vidim te prihodnosti. Tam pa lahko bolj govorimo o drugih alternativnih gorivih, kot je recimo vodik ali pa kakšne druge novosti. Jaz bi se tukaj jaz bi se tukaj kar strinjal. Dejansko, če v okvire, ki smo jih danes postavili s to elektrika je zdaj najbolj popularna, dejansko res, ali se bo logistika kot taka definitivno spremenila in boš imel na vsakih par 100 kilometrov nek center, kjer bojo te tovare prekladali, prelagali, preusmerjali, ali pa pač bomo do neke mere še vedno držali nekih daljših prevozov za daljše razdalje na dizel, železnica, kakorkoli. In ja, tako kot je gospod omenil, zadnja in prva del te logistične poti se pa pač definitivno upravljata z elektriko ali pa drugimi pogoni. Tukaj pa sedaj lahko začnemo govoriti o sami infrastrukturi. Lahko začnemo spet pri elektriki. Zdaj, nekdo ali pa večina nas nima možnosti teh polnilnic postaviti, ker ni infrastruktura tako zgrajena, da bi lahko to naredili. Mi že leta želimo kaj takšnega narediti na svojem podjetju. Imamo svoje polnilnice, ampak spet samo za osebna vozila, ne za tovorna. Vemo, da tovorna vozila potrebujejo popolnoma drugo infrastrukturo kot pa osebno vozilo. Tako da to je prva točka. Potem pa, ko pa pridemo do infrastrukture cestne ali pa železniške, tam pa spet smo povsem druge kot pa samo severni sosedje, ali pa, če gremo še naprej na zahodne države, in v cestnem križiščih in v železniških povsem drugače kot pri nas. A veste, mislim, da je bil prejšnji teden ta logistični kongres, ker se seveda vsako leto srečate logisti, vse podporniki, tudi novinari, ki se s tem ukvarjajo. Ko pridejo te vlade, ne glede na to, katera je leva, desna, zelena, se vseeno, a oni razumejo, kaj pomeni, če se prepočasi umeščajo stvari v prostor, naprimer. Če, kot ste rekli, smo leta čakamo ali pa da bi lahko zgradili svojo polnilnico za tovornjake. Razumejo, kako to vpliva tudi na vaš posel, ta posluh? Sam delujem tudi znotraj izvršilnega odbora sekcije za promet na Gospodarski zbornici in da rečem, mi kot zagovorniki naših prevoznikov, slovenskih prevoznikov, iz prve roke dajemo problematiko na plan in potem skupaj z Gospodarsko zbornico to plasiramo naprej na razna ministrstva ali pa na samo državo. Premalo je posluha. Če sem odkrit, razumejo, absolutno da, ampak
ustavi se, ne gre tako hitro, kot bi si mi želeli. In trpi absolutno gospodarstvo, posledično pa seveda država. Tukaj je ta del, ko spet lahko novinarski kolega seveda namesto mene pove, ko govorimo o infrastrukturi, ves čas smo bili navajeni, v redu, bomo preplastili neko avtocesto, pa bo to narejeno. Zdaj smo začeli celo razmišljati, v redu, bomo razširili avtocesto, pa imamo tretji pas za tovornjake, in lahko pridejo do Luke Koper. Ampak danes nismo več v teh časih, ko se govori samo o nekem asfaltu pa tretjem pasu. Res, infrastruktura je danes zelo, zelo širok pojem. Ja, predvsem je to investicijsko postala izjemno zahtevna panoga. Kot si omenil, res je, ne gre samo za avtocesto. Nekak končni cilj prometa, transporta bi moral biti zmanjšati obremenitev cest. To bi bilo mogoče z multimodalnimi transporti, s tem, da se prestavi en del transporta na železnice. Mislim, da to v nekem srednjeročnem obdobju to ne bo mogoče. Cestni transport bo ostal pomemben. Drugo je, kot je gospod Bezjak omenil, infrastruktura. Zdaj pri dizelskih kamionih je zgrajena in je jasna. Je pomembno samo še, kje prevoznik toči in koliko bo plačal za nafto in koliko časa bo trajala recimo povračilo trošarine pa DDV-ja, tukaj se meda nekaj spreminja zadnje čase, bo gospod Lekleva kasneje o tem. Pri elektriki so pa stvari spet tako zahtevne, ne samo investicijsko, ampak da ima recimo prevoznik, logist, polnilno infrastrukturo v depoju, kjer jasno je to zelo smiselno, da se baterije polnijo v času naklada, razklada, morajo najbrž imeti kar 1 megavat moči. Zelo malo lokacij, kjer je to mogoče. Ne samo, da to traja pridobiti dovoljenja, da to stane, da je potrebno najbrž postavitev lastne transformatorske postaje, v večini primerov niti dovoljenja ni za to. To je osnova, potem so pa šele investicije. Nekaj hitrih polnilnic, to je investicija nekaj 100,000 evrov. In na koncu ta elektrika, ki jo je panoga, tudi avtoindustrija napačno promovirala kot bolj zeleni in cenejši vir energije, stane 10-krat, 20-krat več lahko kot nafta. To je treba vedeti. In da gre nekdo v take investicije, mora videti luč na koncu tunela, da se mu bo enkrat to splačalo. Mislim pa, da danes to ni mogoče zračunati. Oziroma, ni mogoče priti do cilja, bom vlagal, imam dovolj zaloge, sem kapitalsko močen in se mi bo to splačalo. Mislim, da tega ni. In tukaj bi lahko vlada, lokalna in tudi evropska, pomagala z pospešitvijo pridobivanja dovoljenj, z tem, da omogoči različnim kupcem ali pa prevoznikom, da dobijo dovolj velike priključne moči, da lahko zgradijo infrastrukturo. Tem tukaj pomaga tudi finančno, seveda, ker je bivši šef Stellantisa je enkrat omenil, precej pametno, če politika nekaj zahteva od nas, je prav, da nam pomaga pri tem. Pa načeloma smo na financah proti subvencijam, ampak res je, če gre za neko smer, za neko prisilo, je prav, da je tukaj pomoč. Tako je. In na več koncih, ne gre samo za subvencije, ne gre za papirologijo in še kaj, da ne bom šel predaleč. Ja, se ta del bomo tudi še obdelali, ko gre za birokracijo. Morda res dal si že namiko o hitrem vračanju DDV in tako naprej. To pa je še en del, če smo zdaj sicer o infrastrukturi govorili, ampak tisto, kar je pa zdaj realno, je pa to, da morda res čim hitreje tudi avtoprevozniki dobijo nazaj svoj denar, naprimer, da, kot smo prej rekli, vedo, kje bodo točili gorivo za kakšno ceno. To je še ena stvar, naprimer, kjer pa lahko ne država, ampak podjetje pomaga. Vi se s tem ukvarjate. A veste, kako je vračilo davka je, bom rekel, eden od stebrov stroškov prevoznika oziroma ali pa bo rekel obremenjevanje denarnega toka prevozništva. Zakaj? Zaradi tega, ker pač, ko greš ti na bencinsko črpalko in plačaš liter goriva, se ti tam noter zaračuna tudi DDV. In kot podjetje, če upravljaš neko pridobitno dejavnost, si upravičen do povračila tega DDV. In recimo v Sloveniji se to dogaja na mesečni bazi. Zakaj? Zato, ker kot domače podjetje vlagaš za vračilo DDV-ja domači finančni ustanovi, v tujini pa to malo drugače poteka. In tukaj noter
se je, skozi, bom rekel, spet bom izpostavil korono, pa mogoče še bolj zadnje 2 leti, vračanje DDV-ja konkretno spremenilo. Zakaj? Zaradi tega, ker države, ki so prej bile znane potem, da so prevoznikom vračale davek po vložitvi, po mesecu, 2, mogoče 3, se to razvleče tudi po pol leta mogoče, odvisno od posamezne države. In tukaj noter prevozniki iščejo različne načine. Bom rekel tako, ena izmed stvari, ki je značilna za slovenska podjetja, je to, da želijo početi vse doma. Zakaj? Zato, ker je to cenejše. Ni pa to nujno. In se mi zdi, da se skozi več podjetij odloča to, da pač neke take stvari, ki so, bom rekel, skozi bolj zakomplicirane, in tukaj noter vračilo davka je, prepuščajo podjetjem, kot je DKV. Mi smo se osredotočili na to, da pač našim strankam tudi omogočamo neto plačevanje računov. Kaj to pomeni? Je to, da pač mi financiramo njihov DDV oziroma davek, ki ga dobijo, ki jim ga pač odbijemo v vsakem računu, mi pa počakamo na to, da pač država posamezna, kjer so oni koristili, kupovali gorivo ali pa kakorkoli vse ostale stvari, ki so obračunane z DDV-jem, po nekem obdobju mi to dobimo nazaj. In dejansko to rešuje nek denarni tok podjetjem. Tukaj noter mogoče se zadnjih par let, bom rekel 2, spet soočamo z problematiko visokega Euriborja. In to financiranje neto vračila davka je pač postalo skozi dražje, ker definitivno mi moramo zaračunati neko, bom rekel, postavko oziroma nek dodatek za to, da smo si mi sposobni financirati to premostitev med dnevom, ko mi stranki damo račun brez DDV-ja oziroma in ga pač odbijemo na računu in ko dejansko dobimo davek nazaj od posamezne države. In ta denar mora nekdo imeti, in mi si ga pač sposodimo na trgu. In zaradi Euriborja je pač ta višina, mislim, ta izposojen denar skozi dražje. In tukaj noter dejansko pač iščemo rešitve in ponujamo našim prevoznikom plačevanje računov po čim bolj ugodni ceni. Kako velik problem je ta DDV? Res, ko čakaš, naprimer, države, da ti kot je Mart nakažejo to, kar je v resnici tvoje, sej po zakonu, pa to je vse jasno. Tako, pa trošarine, Pa trošarine, ja. Dejansko predstavlja likvidnostni problem. Ta denarna sredstva tebi ostajajo ali bodi si zunaj države ali v sami državi za neko določeno obdobje. Kot je bilo omenjeno, v Sloveniji je to hitreje, je to mesečna zadeva, kar se pa tiče tujih držav, pa je lahko tudi polletna, kot je bilo že omenjeno. In to so tvoja likvidnostna sredstva, katere bi ti lahko potem uporabil za bodi si druga investiranja, karkoli druga, ti pa jih nimaš oziroma čakaš na njih. Zdaj smo o tovornjakih govorili, o transportu, zdaj bi pa je še kaj o skladiščih rekel. Se mi zdi, da pozabljamo, da je ta velika bitka, ki se dogaja tudi z vstopom, naprimer Temuja na evropski trg, pa še kaj, kar naenkrat se preselila tudi v velike skladiščne prostore. Tukaj morda je vaš dober primer. Vi imate največje skladišče v državi, največjo stavbo v resnici. Da popravim, operiramo v največji stavbi, tako to je stavba v izmeri 65,000 kvadratnih metrov pod eno streho. Trenutno v tej stavbi delujemo z 20,000 kvadratnimi metri. Nahaja se v neposrednji bližini Luke Koper. In ja, tudi tukaj so absolutno izzivi, kot so v prevozništvu, so tudi tukaj, lahko omenjamo o delovni sili. Prej ste omenjali sam kongres, logistični kongres v Portorožu, kateri se je odvijal v prejšnjem tednu. Veliko je bilo govora o delovni sili. Zelo lepo so predstavili predstavniki logističnega podjetja BTC, s čim so se srečevali in dejansko na njihovem primeru, na kak način so se lotili, s kakšnimi izzivi so se srečevali in kako so jih potem rešili. In tukaj ne govorimo več o, da rečem, naših tujcih, evropskih, ko govorimo o balkanskih državah, kateri bazen smo definitivno že izčrpali, ampak danes že se pogovarjamo o
azijskih državljanih, ko so pa lahko znotraj ene države, če govorimo recimo o Indiji, imaš različne kaste in imaš že tukaj težave. Recimo en prihaja z nižje kaste, drugi z višje kaste in potem nekdo, ko je bolj sposoben z nižje kaste, recimo, se mu dodeli mentorstvo, da bo on mentor, recimo, ali pa se mu dodeli kot vodja, ne sprejmejo zaradi tega, ker poznajo, kdo je na levi strani ali pa na desni strani, da je lahko tam z višje kaste, prihaja do težav. Potem do raznih njihovih verskih značilnosti, kot turbani, srebrne zapestnice, do recimo samih obprstnih nožov, katero za našo kulturo ali pa z našo varnostjo pri delu, če omenjamo, absolutno ne gre skupaj. Tako da tukaj se z velikimi izzivi srečujemo. Ne smemo pa pozabiti na svoje zaposlene, ko so ključ, da smo, kjer smo. In prvo je ekipa, za katero moramo za svojo ekipo poskrbeti, potem šele spuščati ali pa iskati nove sodelavce. Ali lahko skočim? Ja. To problematiko poslovanja spremljam že kar nekaj let in iz tega bi se jaz kot novinar sklepal, da tisti slovenski zaposleni, ki so ali pa iz širškega balkanskega bazena, so toliko bolj, imajo toliko višjo vrednost, ker so tukaj, ker živijo v našem okolju, ki imajo naše navade, ki so zvesti. A to pomeni, da so izjemno dobro plačani? Govorimo za naše. Tako, ja. Absolutno so. Večkrat namreč slišim, da so prevozniške plače kot prvo sestavljene iz minimalca plus dnevnic, kot drugo, da so razmeroma nizke, ne. In sicer verjamem, da ni rešitev, ampak mogoče je pa ena od delnih rešitev tudi boljša plačila, ne. Mogoče tudi več Slovencev bi lahko pritegnili v panogo, ki je sicer neprijazen delovnik in podobno, ne, je zahtevna, ne, ampak dobra plačila so lahko dobra motivacija. V bistvu, to ni bilo niti moje mnenje, ampak me zanima vaše mnenje na to. Se strinjam in bi poudaril, da same plače so lepe ali pa zelo dobre, če gledamo kot finančno, kot denarno. Dočim pa, ko pogledamo, v kakšnem položaju so vozniki in na kakšno delo izvajajo, pa absolutno bi si zaslužili višje. Ampak tukaj moramo rezerve drugje iskati. Smo že prej govorili, da smo počrpali vse rezerve, kar jih lahko mi kot gospodarstveniki. Ampak tukaj je potrebno priskočiti na evropske ali pa vsaj na državnem nivoju z razbremenjevanjem plač. Jaz zmeraj govorim, v kakšni meri se da razbremeniti, dajmo potem to plasirati naprej na naše zaposlene, ko so ključ našega uspeha. Ampak na to računati najbolj še težko, ne? To je sigurno teh na dolge proge, takih sprememb jih ni na vidiku, ne? Sprav morate druge rešitve najti. Katere smo pa že v večji meri počrpali, bi rekel. Morda pod vprašanjem, koliko tujih delavcev imate v podjetju, oziroma zdaj greva izven tega balkanskega res bazena? Trenutno še nobenega, tako da delujemo na transportnem sektoru, delujemo v 85% nekje z balkanskimi sodelavci, 15% slovenskih, vse ostalo, kar se pa ostalih sektorjev tiče, pa delujemo z 100% z slovenskimi državljani. Ker ravno to je tudi eden izmed problemov, ko se avtoprevozniki, naprimer, pa tudi logisti, kar precej ukvarjajo s tem, kako hitro poskrbeti za to, da boš delavca dobil. Spomnim se, da sem prav za to mizo imel tudi enega izmed kolegov vaših, ki je dejal, mi smo več kot pol leta zbirali dokumentacijo, čakali, rekel, v tem času se ti lahko zgodi, da v resnici ga ali ne potrebuješ več, ali pa jih potrebuješ 3-krat več, ker se v vaši panogi hitro menja. In ta del omenil se, država verjetno ne bo šla v razbremenjevanje plač, ampak v debirokratizacijo nam je pa obljubila, da bo šla, sploh ko gre za te voznike. Tako je, veliko obljub je bilo slišati, ne. Jaz mislim, da zaenkrat ta postopek še vedno ni krajši, ne. Verjamem pa, da to je mogoče narediti. Jaz sem imel pred kratkim intervju z enim hrvaškim prevoznikom, Kos Transporti. On ima že tudi kar nekaj filipinskih delavcev,
In konkretno na Hrvaškem je on od vloge do tega, da je voznik prišel za volan dejansko, trajalo 3 tedne. Ne? Pri nas je pa to je nepredstavljivo. V bistvu vsi postopki ti vmes propadejo, ne moreš niti nadaljevati. Ne? Jaz si sploh ne predstavljam, ker to je ni v Varaždinu, ne? To je uro pa pol stran. Ne? Kaj je tako drugače? Vi imate tudi podjetje na Hrvaškem. Kaj je tam tako drugače, da so take velike razlike, recimo? Absolutno v birokraciji. To pomeni samo to. Bolj prijazni gospodarstvo, da lahko tako hitro zaposliš tujega državljana. No, sej ta birokracija uprosti, pa kar. A veste, naša debata je absolutno pomembna in se mi zdi prav, da jo izpostavimo, ampak osredotočamo samo na en del. To je to trenutka, ko mi nekoga zaposlimo in stavimo v kamion. Ampak kaj se s tem človekom dogaja tudi potem, ko začne voziti. In tukaj noter pač imamo jezikovno prepreko, imamo, bom rekel, kulturo vožnje, imamo poznavanje cestno-prometnih predpisov, pa da ne bom šel naprej, to v bistvu postavlja podjetje v kar težek položaj, da s temi, bom rekel, s temi ljudmi upravlja, na drugi strani pa tudi njim povzroča. Predstavljate si, da vas da nekdo voziti v Avstralijo ali pa v Indijo, recimo. In to so težave, ki se te ljudje soočajo in na koncu te ljudje vzamejo telefon v roke in pokličejo nekoga, iščejo pomoč na vse konce in kraje in mi se dostikrat soočamo s tem, da dobivamo vprašanja v naš klicni center, ki dejansko nimajo nič z našimi storitvami, nimajo nič z našim poslovanjem, ampak dejansko res tudi mi se trudimo, ker se zavedamo, v kakšni situaciji so, se tudi mi trudimo, da tem ljudem ponudimo neke informacije, da jih spravijo ven iz tiste težke situacije, trenutne težke situacije, ki se znajdejo. In se mi zdi, da tudi ta del bi mogel biti poudarjen. Se pravi, kako tem ljudem, ki stopijo na trg dela, ki začnejo delati, kako se znajdati tukaj not. Ne govorim, da je to zdaj krivda na zaposlovalčevi strani, to je situacija, ki je. In tukaj noter tudi v končni fazi vse inštitucije, ki se trudijo, da bi trg delovne sile bil bolj zapolnjen ali pa bilo manj te potrebe po tuji delovni sili, pomagala tem ljudem, da dejansko lahko delajo pri nas. Zelo dobro izhodišče, ker v resnici je to res. Ne ves čas se ukvarjamo samo, ali jih bomo dobili, kje bomo dobili, kako gre, ko pa enkrat jih imamo v redu. Vsi pozabimo, razen seveda podjetja, ki potem se seveda z njimi ukvarjajo. Prvi izziv je absolutno obstoječi sodelavce zadržati. To je prvo. In na njih dajati največji poudarek. Potem pa, ko pa pride do potrebe po novih dodatnih sodelavcih, ali bodi si zamenjavah ali kakorkoli, pa je potem ključen onboarding. Veste, se mi zdi, da se dostikrat se osredotočamo to, za kakšno plačilo nekdo deluje. Ampak jaz se strinjam, in tukaj smo že večkrat poudarjali, da pač smo dosegli nek plato, ko pač zaradi same tržne dejavnosti našim zaposlenim ne moremo dajati višjih plač, tudi če bi si to želeli. In dejansko tukaj noter, jaz si upam trditi, da pač vsaj jaz vidim pri nas, v našem podjetju je fluktuacija minimalna. In to je zaradi tega, ker se pač vsi zaposleni trudimo, da se ljudje dobro počutijo v podjetju. To ne pomeni, da pač pridejo v podjetje počivati, pa se imeti fajn, pa igrati, na mizni nogomet, ampak da jim omogočamo, da kljub temu, da so izpostavljeni, bom rekel, težkim situacijam ali pa intenzivnim situacijam, da te situacije lahko premagujejo in da na koncu dneva, ko izstopijo ven iz pisarne, da grejo ven z prazno glavo. In se mi zdi, da so tudi take stvari, tako smo že prej ugotovili, prevozništvo ali pa sami vozniki so izpostavljeni definitivno višjemu stresu, kot so bili, v preteklosti. Včasih, tako kot je gospod že rekel, se usedel v kamion, ga ni bilo en teden, 14 dni, pa je prišel nazaj. Danes je cel kup telefonov, cel kup sporočil, cel kup signalov, ki v bistvu človeka postavljajo v situacijo, ki je pač veliko bolj razdražljiv, kakorkoli, in da se vrnem nazaj.
ena izmed stvari, ki si pač vsi v večji meri prizadevamo, da so pač ljudje zadržani tudi zaradi tega, ker se dobro počutijo v podjetju. In se mi zdi, da poleg plače je tudi to pomembno. No? Absolutno. Veliki faktor je vse drugo kot pa plača. Ogromno dajemo na svoje zaposlene, od izobraževanj do raznih team buildingov, do izletov, do raznih paketov, od velikonočnih do božičnih. Prirejamo tudi božička za otroke naših zaposlenih. Tako da dejansko se nam, bi lahko rekel, na 2 meseca nekaj dogaja in to je tista dodana vrednost, kar jo zraven plačila nudimo našim zaposlenim. Še eno logistično vprašanje imam. Prej si omenil to skladišče, ki ga imate v Nemčiji, pa se mi zdi, da je fino, če morda pogledamo še prihodnost, kako izgleda. O Amazonu veliko govorimo, vemo, da tam praktično ni zaposlenega, zdaj smo govorili o zaposlenih, Amazon nam ponuja neko novo realnost, češ vi naročite, pa robot pripelje skoraj da. Kako izgleda to vaše skladišče, ki ga uporabljate v Nemčiji? Prvo bom popravil, gre za skladišče v Avstriji, na Dunaju. Ja. V bistvu tam delujemo v skladišču našega kupca. V bistvu samo 2 naši osebi upravljata z skladiščem. Odgovorni smo za 2 južna trga, za Slovenijo in Hrvaško. Te 2 osebi pri nas dobivata neposredna naročila od logističnih centrov do posameznih trgovin. Ta naročila zbereta in jih plasirata v skladišče robotom. Roboti skomisionirajo blago za posamezni logistični center ali posamezno trgovino, naročita zadostno število vozil na ta dan, govorimo med 10 in 20 vozil vsak dan za ta 2 trga in blago se v skladišču skomisionira, pripravi do odpremne rampe, vozilo mora priti točno na časovno okno, mi ga imenujemo booking sistem, in vozilo ne sme zamujati več kot 20 minut ali pa ne sme biti več prej kot v 20 minutah na časovnem oknu, se postavi na nakladalno ploščad, naloži vozilo potem pelje neposredno v drug logistični center, bodisi v Sloveniji ali pa na Hrvaškem. Na tak način to deluje. In 2 osebi dnevno, rečemo med 10 in 20 vozil, odpremljata za posamezni državi. Miloš, to je tudi nekaj, o čemer bolj malo govorimo, ker je skrito, ampak načeloma to je ta hiter razvoj tega sektorja. Potem pa, če sploh še omeniva gradnjo ogromnih hal, kjer se danes seveda ta tovor zbira na poti do Srbije, vidimo veliko proti Poljski. Tukaj Slovenija spet morda zamuja, ker nimamo niti takih površin, niti preden to umestimo v prostor, minejo leta. To je ta prihodnost. Mene je super sploh tale zgodba o robotih, to je skladiščna logistika. Kako delujejo, kdo jih upravlja, je to že avtomatizirano? To lahko kaj več poveste o tem? Upravlja jih VMS, Warehouse Management System, digitalizacija samega interne logistike znotraj skladišča. Ko pride naročilo, se potem to naročilo vnese v VMS sistem. VMS sistem pove potem naprej temu robotu, da nek ukaz, kaj je potrebno narediti. Ta robot to izvrši, dejansko zloži, da rečemo, kartone na paleto, potem drug robot paleto uvije, tretji robot jo ustrezno označi, gre potem po nekem tekočem traku do odpremne rampe, kjer se potem naloži vseh 32 ali pa 33 palet do tiste ure, ko mora biti vozilo na nakladalni ploščadi. In to je to. In potem dejansko voznik naloži vozilo, kar so pa recimo shuttle zadeve, pa je potem še sam naklad avtomatiziran. To pomeni vseh 32 palet dejansko se zapelje oziroma jih robot potisne naenkrat v tovorni prostor in tukaj pa govorimo še o dodatnih prihrankih. Tu pa govorimo o 5-minutnem nakladanju od postavitve tovornega vozila na nakladalno ploščad do zaprtja vrat. In napak tukaj ni? Tu ni ene napake.
Kaj pa investicija, pardon? Kar. V robotizacijo, v bistvu skladiščne logistike, je pa najbrž bila kar velika, ne? To si lahko privoščijo proizvodna podjetja. Mi kot storitveno podjetje si tega ne moremo privoščiti, ampak ne zaradi, absolutno zaradi investicije tudi, ampak prvi poudarek je na tem, proizvodno podjetje točno ve, v kakšni embalaži bo to proizvajalo. Mi kot storitveno podjetje lahko dobimo danes v takšni embalaži, jutri v drugačni, pojutrišnjem v spet drugačni in robot ne more vsak dan se spreminjati in delovati z različno embalažo, ampak on je nastavljen samo na eno dimenzijo, katero on zna upravljati. Seveda druga zadeva pa je potem, da skozi investicijo, namreč takšnih skladišč pri nas ne moremo graditi. Vsi vemo, da smo preko OPN ali pa OPN nekako omejeni in robotizacija ali pa potem avtomatizirana skladišča, pa govorimo, ko jih lahko delamo čim bolj v višino. Vse ostalo in šele tam so prihranki. Vse ostalo, ko govorimo o nižjih skladiščih, kakšna gradimo nazadnje v Sloveniji do 12 metrov, avtomatizacija ne pride v strošek ni upravičen. Strošek ni upravičen. Sami smo v izgradnji novega logističnega centra v Mariboru na 25 metrih višine in strošek ni bil upravičen, da bi šli v 100% avtomatizacijo. Še zmeraj smo šli v pol avtomatizacijo, zadnjo odlagalno mesto na 17 metrov 60 in to je sicer za avtomatiziranim viličarjem, ampak še zmeraj pa je oseba prisotna. No in če govorimo o tem, da praktično napak ne sme biti, ena izmed stvari, o kateri pa še nismo rekli, so zlorabe, preprečevanje goljufij. Tudi ta del je del, nad katerim bdi vaše podjetje, ne? Ja, veste, kako je, zlorabe se dogajajo, bom rekel, dnevno. Dogajajo se predvsem zaradi tega, ker pač ljudje na tak in drugačen način iščejo, kako bi se okoristili na pleča drugih. Ja, definitivno mi se ukvarjamo s tem, ne? In tukaj se dotikamo, spet se bomo vrnili nazaj na digitalizacijo, ne? In včasih je bila zaščita dovolj to, da si ti dal kartico v žep, ne? In da nisi dovolil, da se nekdo dotakne, ne? Danes se te kartice, s katerimi pač ti plačuješ gorivo, cestnine, kakorkoli, skopirajo tudi tako, da mogoče uporabnik niti ni pozoren, ne? Bom rekel, goljufi lopovi so ratali toliko iznajdljivi, da dejansko ali udrejo v kamion, ali med tem, ko voznik plačuje gorivo na sami bencinski črpalki, dejansko, iznajdljivost je, bom rekel, nima meja, ne? In tukaj noter pač spet je ta digitalizacija. Mi se res osredotočamo na to, da bi našim strankam omogočali pregled nad samimi stroški, pregled nad transakcijami in tudi preventivo, kako preprečiti, ko je že enkrat, se zgodi ta, bom rekel, kopiranje plačilne kartice, kako preprečiti, da bi jo nekdo dejansko uspešno uporabil, se pravi, da bi plačal neko gorivo, ki ga je pač natočil svoje vozilo. In tukaj noter imamo od tega, da imamo aplikacije, ki se jih nanese na telefon in se dejansko kartice deaktivira. Potem imamo tukaj noter možnost geofencinga. Kaj to pomeni? To, da pač če je vozilo na drugi lokaciji, kot je bila uporabljena kartica, da se še posebej javi in da se kartica s pomočjo sistema tudi deaktivira, zato da pač ne bi prihajalo do zlorab, do obveščanja. Veste, to so vse take stvari, ki jih mi ponujamo našim strankam in se tudi trudimo, da bi te naše stranke izobrazili. Recimo pri nas konkretno v našem timu imamo 2 osebe, ki skrbite za to, da vse te stranke dejansko preventivno probata naučiti uporabo vseh teh orodij.
zdaj smo spet tam, pač eni ljudje to sprejmejo z velikim navdušenjem, z veliko pozitivnostjo, nekateri se pa pač teh stvari utepajo. Jaz jih razumem, zakaj se utepajo, z vso to poplavo informacij, z vso to poplavo pritiskov, ki se soočajo, se pravi, da se moram pa ukvarjati še s tem, ne bom, kdo bo šoferu razložil, da mora imeti aplikacijo na telefonu, kdo bo, vstajal, sred noči, da bo. To so vse take stvari, s katerimi se mi soočamo, ampak dejstvo pa je, da pač so neizbežne. Kako pa je v primeru, ko se prevara zgodi? Namreč vemo, da zavarovalnice ne povrnejo teh stroškov, ker če prevara, a veste, kako je to izključeno kot drobni omenil ste pač zavarovalnice. Zavarovalnice so pač take in drugačne, mogoče je to spet še ena stvar, ki se dotika slovenskega transporta ali pa nasplošno transporta. Mi nimamo oziroma se ne želimo ukvarjati z zavarovalnicami, ker probamo delati na preventivi. In ja, vse zlorabe zgodijo. Pač stranka, bom rekel, sploh tista stranka, ki se prvič v življenju recimo sooči s tem, predstavljati si, danes povprečno povprečna naša stranka je, gospod, ker je to pač pretežno moška industrija, je to gospod star med 50 in 65 let, odpre račun in tam vidi, da je noter, 2-3 tisoč, 4 tisoč, vse koliko evrov, ki niso njegovi. To, v prvi vrsti je to šok, druga stvar je jeza, in to jezo in šok in presenečenje in strah mora na nekoga pač prenesti. In to so ponovadi zaposleni v klicnem centru in mi se res trudimo na prvi stopni, se trudimo na to, da pač taki osebi probamo pomagati na ta način, da mu ponudimo in razložimo, kako uporabljati ta orodje za preventivo. V drugi stopni pa pač definitivno se trudimo po svojih najboljših močeh pomagati, da se te stroški najdejo, se pravi, da jim ponudimo neke alternative, kjer bojo dejansko najdeli to razliko v ceni ali v gorivu ali v cestninah ali veste pač, ampak to smo spet tam, uporaba kartic kot takih, je, ker ste rekel, da zavarovalnice noče nič slišati o tem. A veste, to je tako, Kartica je v fizični obliki in plačilo oziroma izvedanje transakcij se opravi samo, če je poznan PIN. In PIN, moja kreditna kartica, vaša kreditna kartica, grem stav, da jo nimate nikjer napisane, ampak jo veste mogoče, jo sigurno veste na pamet, če pa slučajno je ne veste na pamet, imate pa mogoče skrito pod kakšno ime v imeniku, kakorkoli. Ko pa pridemo do uporabe plačilnih kartic ali pa česarkoli drugega, ki ni v lasti posameznikov, ki so del podjetja, potem se pa tukaj noter ta zaščita informacij kar nekako pozabi. In dobiš, kartico, kjer gor je nalepljen PIN, zato da ga šofer ne pozabi. In hodijo s to kartico okoli, zloraba se zgodi, PIN je itak zraven, in pač pride od tega. In kaj hočem povedati, je to, da pač ni vse tako enoplastno. Mi na eni strani, ja, definitivno kot ponudniki nekih storitev se trudimo prvič za zaščito, pa preventivo, na drugi strani se trudimo za širjenje in izobraževanje vseh teh preventivnih sistemov, na tretji strani morajo pa tukaj noter stopiti tudi podjetja, ki uporabljajo pač plačilne kartice, pa to sploh ni pomembno, je to naša kartica, je to kartica naše konkurence, je kjerkoli druga plačilno sredstvo, ki ga zaposleni v podjetju uporabljajo. Ja, mislim, da smo obdelali en kup zanimivih stvari. Hvala, da ste me upeljali v en svet, ki je zame popolnoma tuj. Še kakšna stvar, ki jo moramo reči o trenutni sliki logističnega sektorja pri nas? Vse veliko jih je, mislim, da nimamo časa. Absolutno. Hvala lepa. Ja, kar. Jaz bi, nekaj ste rekel, če še kakšna taka stvar, jaz bi mogoče res na glas in iskreno povedal, da pač bi si želel, da naše stranke ali pa bom rekel tako prevozniška podjetja v Sloveniji, da imajo še vedno tako ali pa da imajo mogoče še bolj svetlo prihodnost, kot so imeli v preteklosti. In bi si res želel, da se osredotočimo na to, kako našim strankam in tem prevoznikom pomagati in pač jaz jim želim vso srečo. Ja, vi dokazujete, da za to transformacijo podjetja z vsemi temi koraki v prihodnost se to da.
Tako da hvala lepa vsem trem za obisk v studiu in hvala lepa vam, da ste bili z nami. Verjamem, da ste izvedeli veliko novega, predvsem pa tisti, ki ste že v tej panogi, da so vas fantje opozorili na kakšno stvar, ki je še kako pomembna za čas, ki prihaja in za čas, v katerem pravzaprav že smo. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.